demokratski stranki bomo danes samostojno v bistvu vložili interpelacijo o delu odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc v proceduro Državni zbor. Glavni razlogi za ponovno interpelacijo strani Slovenske demokratske stranke so seveda neurejene razmere v slovenskem zdravstvu in položaj torej v slovenskem zdravstvu, ki si ga v bistvu državljani ne zaslužijo. Glavnih razlogov je 5, in sicer prvi je soodgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, odgovornost za podaljšanje neurejenega stanja na pediatrični kliniki v UKC Ljubljana, odgovornost za neučinkovito reševanje problema čakalnih dob, soodgovornost za slabo poslovanje in vedno večjo zadolženost javnih zdravstvenih zavodov, odgovornost zaradi predlogov zakonodaje na področju zdravstva, ki so v nasprotju slovensko in evropsko zakonodajo in seveda s tem tudi slabljenjem slovenskega zdravstva. Na kratko, samo toliko. Koalicija je seveda že na začetku svojega mandata si kot prioriteto zadala izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema z ključnim ciljem krepitev javnega zdravstva, potem reševanja čim boljših, torej zagotavljanja čim boljših pravic našim pacientom oziroma državljanom in pa jasnejše recimo ločitve med javnim in zasebnim zdravstveno dejavnostjo. Nič od tega v tem mandatu ministrice ni uspelo. Seveda ne gre samo za sprejemanje oziroma predlaganje zakonodaje, ki je po našem mnenju v bistvu niti ni, sama ministrica je zadnjič dejala, sprejeli smo več zakonov, na koncu naštela samo enega in to je zakon o lekarniški dejavnosti. Zakon o zdravstveni dejavnosti, kot veste, je bil tudi strani koalicije podprta, torej predlog, da se umakne iz dnevnega reda na naslednjo točko, torej eno izmed naslednjih sej obravnave na odboru za zdravstvo, to je ena zadeva. Pred nami je tudi zakon o zdravniški službi, kateremu nasprotuje velika večina strokovne javnosti oziroma vsa strokovna javnost, vključno z mladimi zdravniki, ki je danes v bistvu tudi na odboru za zdravstvo. Torej, zakonodaja, ki je ni in pa zakonodaja, ki je predlagana, ki ni usklajena ne s koalicijo in pa tudi v samih predlogih tudi lahko rečemo po mnenju zakonodajne pravne službe protiustavna in pa proti evropskemu pravnemu redu. Zdaj, čist še enkrat, torej, soodgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, kot veste, je na parlamentarni preiskovalni komisiji bilo pokazanih in izpričanih kar nekaj dejstev, ki nakazujejo na tem, da je zdravstveni material v slovenskih bolnišnicah preplačan, tudi z namenom koruptivnih dejanj, oziroma da se pri tem pojavlja koruptivna dejanja. Ministrica na izpričano zadeve na parlamentarni preiskovalni komisiji ni reagirala, še več pravi, da je naredila popolnoma vse, da teh preplačevanja materiala ne bi bilo, da bi ne prihajalo do korupcije in sicer preko projekta Ničelna toleranca do korupcije, ki je po ministričnem mnenju traja 2 leti in vključuje tudi skupna javna naročila. Skupna javna naročila poteka od leta 2015 in do danes ni niti eno skupno javno naročilo končano. Ni privarčevanega niti evra na zmanjševanju cen materiala. Danes pa, če pogledate samo en primer, skupno javno naročilo za žilne opornice, objavljen na evropskem portalu, ker je pač vrednost takšna, da je objavljen na evropskem portalu, je objavljen delno v slovenščini in delno v angleščini. V slovenščini pa samo tisti del, ki gre za strokovne smernice. To pomeni vse ostalo v angleščini, strokovne smernice pa so napisane v slovenščini. Ministrica pravi, da seveda je na evropskem portalu zato, da se bodo pojavili tudi tuji dobavitelji, vendar s tem se sprašujemo, ali če objaviš ti torej razpis v slovenskem jeziku za tuje dobavitelje, ali gre to za transparentnost, ali gre tukaj za odprto konkurenco, verjetno ne. Torej, ne želiš nekih tujih dobaviteljev. To je samo kot eden izmed primerov. Stanje na pediatrični kliniki je pa v bistvu tisto, ki je v zadnjih nekaj tednih v bistvu sprožalo največ ogorčenja glede dela ministrice. Verjamem, da poznate samo zadevo, namreč po določenih odklonih na tem delu na pediatrični kliniki je prišlo tudi do strokovnega nadzora, kjer so iz strani UKC Ljubljana torej predlagali razrešitev dr. Kende.
Ministrica se je kar hitro vmešala v to zadevo in v bistvu zaustavila njegovo razrešitev, kasneje dejala, da UKC Ljubljana ni naredil dovolj za to, da bi se razmere uredile, torej nekako pa ščiti še vedno po našem mnenju in pa po strokovnih nadzorih glavnega krivca, da je do tega stanja prišlo. Če bi ministrica reagirala že v letu 2015, ko je bilo objavljeno mednarodno poročilo komisije, ki je pregledala v bistvu delovanje pediatrične klinike oziroma otroške srčne kirurgije, do tega stanja danes ne bi prišlo. Pri tem treba seveda poudariti, da zaradi tega neodgovora na to mednarodno poročilo, nereagiranja, prihaja tudi do tragičnih dogodkov, kar si ministrica oziroma v Sloveniji ne bi smeli dovoliti, sploh če so bila takšna opozorila, kot so bila napisana v tem mednarodnem poročilu. Naslednja zadeva je vedno večje zadolževanje javnih zavodov. Javni zavodi, kot veste, morajo imeti stabilno okolje, zunanje okolje, če želijo delovati normalno. To pomeni, da tudi vedo, kdaj bodo podpisani splošni dogovori, koliko finančnih sredstev bo namenjenih, tako naprej. Tega naši javni zdravstveni zavodi na področju zdravstva nimajo, zato prihaja do vedno večjih izgub, tudi do štirikrat povečane izgube v UKC Ljubljana. Do konca leta pa se po besedah Združenja zdravstvenih zavodov napoveduje še večje izgube v slovenskih zdravstvenih zavodih. Tako da ministrica torej tudi z tem, ko ne reagira oziroma ne predlaga zakonodaje, ki bi uredila financiranje, sproža tudi to, da se javni zavodi zadolžujejo, hkrati pa kaže seveda na direktorje, da so nesposobni, in to na direktorje, ki jih je celo sama predlagala v imenovanje. Naslednja stvar je, ki je tudi pereča, pa bolniki v bistvu najbolj občutijo, to je podaljševanje čakalnih dob. Kljub temu, da je bilo v letu 2016 namenjenih 8 milijonov za skrajševanje čakalnih dob, pa je analiza pokazala, da ta denar oziroma ta program ni bil izpolnjen, samo za primerjavo. V celoti je bil izpolnjen 74%, recimo UKC Ljubljana pa je izpolnjen samo 19%. Po besedah direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje UKC Ljubljana namenjenega denarja ni porabil, niti ni določenega denarja za redne programe porabil oziroma ni izkoristil. Zdaj, ali je to na strani ministrstva ali na strani direktorja, mislim, da na obeh, ker konec koncev je pa zdaj direktor oziroma UKC Ljubljana pa dobil za novo perspektivo, torej v letu 2017 pa še vedno več denarja tudi za skrajševanje čakalnih dob. To je nekako na kratko o interpelaciji, celotno besedilo pa bo danes tako ali tako objavljeno, tako da ga boste lahko potem celoti pregledali. Kdaj bo objavljeno besedilo? Prosim? Kdaj bo objavljeno besedilo? Vloženo bo tekom današnjega delovnega časa, tako da bo po 4. uri sigurno že objavljeno. Bomo pa poslušali čim prej. Vse tukaj ste zdaj že v bistvu zelo razložili, zakaj je ta interpelacija. Me samo zanima, kakšen razlog, da ste zdaj tik pred poletjem, a je časovno karkoli? Ne, ni nobenih nekih kalkulacij ali kakorkoli. Interpelacija je bila že nekaj časa napisana, moram reči, da že v obstanju predvsem to na pediatrični kliniki. Zdaj pa je nekako zadeva dozorela tudi z to zakonodajo, ki jo je ministrica pripravljala oziroma je zdaj v proceduri Državnega zbora, recimo Zakon o zdravniški službi po nujnem postopku, ki je nujni postopek, vemo kaj je, torej v bistvu vojno stanje, mislimo pa, da to temu ni tako, tako da tudi te zadeve so nekako zdaj padle v kontekst in zato bo zdaj danes interpelacija. Dejansko v bistvu ta zakonodaja na neki vrsti? Tudi zakonodaja, pediatrična klinika, v bistvu vse zadeve so prišle tako daleč, da v bistvu ministrica kaže na to, da ne obvladuje zdravstvenega sistema oziroma situacija v zdravstvu. Če bi več vprašanj? Hvala.